Živijo in lepo te pozdravljam v mesecu juniju. Ja, seveda, to je mesec, katerega, številni ljudje, če smo čisto iskreni, zelo željno pričakujejo. Recimo tisti manjši ljudje, ki jim drugače rečemo otroci, zato ker bojo seveda tukaj pred vrati počitnice in zraven gre na počitnice še marsikdo od odraslih, Ampak mesec junij je poseben zaradi tega, ker je predvsem vse v manifestacijskem razmahu, predvsem zaradi poletnega solsticija, ki nastopa proti koncu meseca. In kljub temu, da seveda sedaj je čas za počitek in regeneracijo, je pa tudi čas, da ti položim na srce, da poleg tega, ko greš počivati, ko greš na morje, ko se imaš lepo in tako je tudi prav, da ne pozabi na manifestiranje, na meditacijo, zaradi tega, ker se bo v takem mesecu najmočneje prijela. Lahko bi temu rekli tudi to, da je to mesec čarovnije. In dajva si zdaj pogledati, glede na to, da bomo v tem mesecu imeli tudi v našem duhovnem ateljeju prilagojene vse take vsebine, pa bo praznik nad Angel Ariel 6.6., pa bomo imeli Kleopatrino energijo z delavnico, pa prihaja nov tečaj Himalaja, pa kristaloterapija, ker so kristali tako močni junija, pa univerza spiritualnih študij za globoka duhovna prebujenja, meditacija ob solsticiju in še. To ti dovolim, da si sama pogledaš na naši spletni strani potovanjeduše.si in uporabiš te manifestacijske moči in ta orodja. Zdaj si pa dajva pogleda, torej kaj je pomembno za tebe, da delaš v mesecu juniju, zato da lahko zelo dobro manifestiraš. Izbrala sem karte, malo si bom stegnila k njim. Izbrala sem karte Magična prerokba, to so moje nove karte, ki so polne manifestacije in čarovnije in se mi je zdelo, da so absolutno najbolj idealne, lahko jih dobiš na potovanjeduše.si, zato da sedaj pogledamo točno to sporočilo. No pa dajmo, začnimo, takole mi bo najlažje, če začnemo pri januarju, začnimo s kozorogi. Torej, dragi kozorogi, kako boste vi ustvarjali in kako dajte vi manifestirati v mesecu zelo visoke manifestacije. Vaša čarovnija bo, dragi kozorogi, svoj dom Ariadne, karta številka 19, svoj dom opremi z magijo, čarodejskih orodij, kristali, amuleti in ostalimi magičnimi predmeti, tako se bo energija delal mistične frekvence, ki zmorejo ščititi in hkrati prinašati vse dobro. Dragi moji kozorogi, v bistvu se bojo vsa orodja, ki so vam na voljo, se bojo pri vas v juniju zelo močno odzivala. Vsi oni, ki imate doma kristale, bi bilo dobro, da jih prečistite, da jih aktivirate z meditacijo. Imaš tudi pri Mihaelu 16.6. šolo za kristaloterapevte, toplo priporočam, kjer ravno tega se učiš, kako programirati kristale. To bi ti zelo prišlo prav glede na karto, ampak v vsakem primeru bi bilo fajn napolniti kristale, jih zaprositi, da ustvarijo portale v tvojem domu, da prinašajo dodatno moč, dodatno svetlobo, dodatno podporo. Če znaš delati kakšne obrede, če so ti znani kakršni obredi, bi bilo zelo fino, da to načrtno narediš. Ampak konkretno kombinacija obredov, orodij, pripomočkov in kristalov je absolutno za tebe. Zaradi tega, ker se bo tvoja energija zelo močno odzivala na energijsko napolnjene predmete, na predmete, ki nosijo v sebi točno določene frekvence in so bili tako tudi aktivirani. Tako da čudovita čarovnija, naredi to in predvsem bi jaz tukaj dala predvsem pozornost na kristale, zaradi tega, ker so tukaj zelo močno pri tej karti nekako, lahko rečeva, skočili ven. Naslednji smo vodnari. Kaj bo pa naša manifestacija tega mogočnega poletnega meseca? Manifestacija v počitku. Čas je za čarovniški počitek. Včasih nekaj dosežemo tako, da se najprej ustavimo, regeneriramo, ponovno naravnano, nato pa ponovno kreacijsko zbudimo. Dragi vodnari, jaz ne vem, moram upoštevati to karto, ko pol ne bo menih dogodkov.
Ampak, dragi vodnarji, bili smo zelo pridni, torej spomladi smo bili zelo, zelo pridni in naša manifestacija se skriva v tem, da absolutno se trenutno malo ustavimo, meditiramo, uživamo v preprostih stvareh, igramo družabne igrice, beremo knjige, si privoščimo res nekaj oddiha, nekaj mogoče stika z morjem in tako dalje, z naravo. In to ne pomeni, da bomo torej vodnarji karkoli zabušavali ali pa da ne bomo v bistvu kreativni, ampak ravno v tem miru, meditaciji, v tem, da zadihaš po daljšem obdobju nekega predanega dela, se bojo sidrale nove ideje. Številna bitja so, ki so pripravljena, da ti predajo nove ideje, da ti dajo nove nasvete, da ti povejo nekaj čisto unikatnega, ampak zato potrebuješ najprej malo resetirati svojo energijo od vsega, kar je bilo že doseženega in potem seveda nadaljevati. V redu, jaz bom seveda to upoštevala, ti daj pa tudi. Okay, potem pa gremo naprej. Naslednji po vodnarjih ste ribice. Ribice, kam boste vi zaplavale. Ribice, vaša čarovnija, karta številka 40, fabula, sprosti se in zapleši v dežju. Vse je v redu, tudi če te dež včasih zmoči, to ne pomeni, da boš razpadla. V dežnih kapljicah izkušenj, poišči lepoto in smisel, kmalu bo posijalo sonce. No, vsega pričakujemo, a ne? Drage ribice, šle ste čez neko obdobje, kjer ste se počutile malo čustveno, lahko bi rekli, izžete. In zdaj je prišel čas, vaša manifestacija se v bistvu malo, čisto iskrena bom, skriva v tem, da stvari spustite. Da rečete za vsako stvar, ki vas je bremenila čustveno v zadnjih mesecih, mogoče nekje od januarja, februarja, da rečete, ok, naredila sem maksimalno, kar sem lahko, naredila sem to, pa to, zdaj pa zadeve spustim, zdaj se pa jaz sprostim in dovolim vesolju, da dokonča tisto, kar mora dokončati, ampak seveda je treba bilo in verjamem, da si prej opravila dela, ampak jaz ne bi v tem mesecu probala nič delati na silo, nič ne bi probala od drugih ljudi kakšnih čustvenih odgovorov dobivati, potrditev, da te morajo oni potrjevati, da morajo ne vem kaj delati za tebe. Jaz bi se osredotočila samo na sebe, res na sebe in bi tukaj pustila malo, da energije pridejo k meni. S predpostavko seveda, da si naredila do tistega trenutka čisto vse, kar je bilo v tvoji moči. In po ribicah ste tukaj ovni. Vaša manifestacija, vaša čarovnija. 11. Kirka, nije teme, ki je moja magija ne zmore presvetliti. Okoli tebe zgradim ognjeno zaščito, predvsem kar ti škoduje. Miselno se oddalji od vse negative, da ti lahko povrne manifestacijske čarovnije. Pa o manifestaciji govorimo. Dragi ovni, vi ste zelo načelni. To nam pove ta karta. Vi ste zelo, zelo načelni. In veste, kaj je prav in veste, kako morajo stvari biti. Mogoče se ne glih vedno okolica odziva na način, kot bi vi želeli in vas hočejo prisiliti v neka delovanja, ki niso blizu vaši energiji. Čas je, da se nehate prepirati z ljudmi in probati nekaj dokazovati, ko oni tega sploh nočejo poštekati in tako dalje. Čas je, da recimo rečete, načrtno ne bom več hodila v okolja, ki so težka, energijsko naporna, kjer se ljudje kregajo, kjer ljudje malo že kar ponižujejo en drugega, kjer ves čas se ti nekdo nekaj upira, pa sploh ne ve, čemu se upira. To tebi ne bo prišlo prav, zato ker tukaj zmage ni. Odeni se v pozitivna okolja, pojdi v pozitivne energije in tako dalje in malce pa pazi na energijsko zaščito, predvsem pa to energijsko zaščito narediš tako, da si obnoviš miselnih moči na točno tak način, kot ti je svetovala karta. Ok, in po ovnih imamo bike. Dragi biki, obožujem te karte, tako so lepe. Kakšen bo nasvet za bike? Biki, vaša karta.
Vaša karta Pru, 26, čarovnija življenja nikoli ne umre. Nekdo, ki ga ljubiš, je sedaj v nebesih, a še vedno je tudi s teboj. Imaš nebeško podporo in vedi, da nisi sam sama. Ta duša zate gradi gradove ljubezni. Wow, zanimivo, biki. Dragi biki, jaz bi na vašem mestu, ko delate manifestacije in prosite angele za pomoč, bi tukaj zadevo nadgradila. V nebesih imate duše, ki jih poznate, zato ker so bili z vami na zemlji in ki vam lahko pomagajo zaradi te niti sorodnih duš, vam lahko pomagajo, da vi v bistvu res ustvarite nekaj novega. Ne me narobe razumeti, da vam to dolgujejo, mogoče malo, kot da imate neke karmične nagrade v odnosih s sorodnimi dušami, ki jih torej ni več na zemlji. Sami boste vedeli, kdo so. Rabijo pa absolutno, ker karta je številka 26, a veš, 6 plus 2 je 8, rabijo pa absolutno vaše dovoljenje po zakonu svobodne volje in jih rabite načrtno zaprositi za znake in jih prositi za intervencije. Na voljo vam bojo, predvsem okrog solsticija vam bojo absolutno na voljo in so vam pripravljeni pomagati. Wow, zanimivo, biki, zelo zanimivo. Ok, po bikih pa gremo k dvojčkom. A ste videli dvojčki? Tukaj pa nič ne bom. Karta padla iz seta in karta je Albus 15. Nas mage podpirajo strategije, kot ima vsak urok svoj recept, ga imajo tudi tvoje sanje. Izposodi si magične strategije, vanje ti dodajam ščepec svoje čarovnije. Pokliči me in sledi strateškim namigom. Kljub temu, da ponavadi ljudje se meseca junija zelo razbremenijo in tako dalje, joj, dragi dvojčki, je za vas prišel čas načrtovanja. Konkretno vas mesec junij, pa še zelo je to vaš mesec, se imate takrat rojsten dan nekje okrog, več ali manj, no? Mesec junij vas podpira, da že zdaj začnete delati načrte, organizacijo in stvari za mesec september. Oprosti, pač delo ti bom naložila, ampak to je izjemnega pomena. Ne rabiš biti s tem obremenjena, ampak dobro bi bilo, da si to zapisuješ, zaradi tega, da se ti ne bi zgodilo to, da bi prišel potem september in da bi ti bil nepripravljen na stvari, ki jih moraš narediti za svoje poslanstvo. To je tudi karta poslanstva in za svoje sanje in potem bi bilo kupene zmede, veliko se dogaja septembra, veliko novih energij bo, takih res intenzivnih in potem bi te vrgli v neko kaotiko, ti hočeš tja prideti pripravljena. Ne rabiš zdaj mogoče narediti, če ti ni nekih velikih korakov, ampak jaz bi si zapisala ideje in načrt, kaj je treba narediti in vzpostaviti do septembra in septembra, zaradi tega, da prideš tja pripravljena. Absolutno. In naslednji po dvojčkih ste raki. Ok, dragi raki, kaj pa vi? Evo, karta za rake. Freja, 9, si ena izmed nas. Kličemo te, da zavzameš mesto čarodeja, čarodejke, ki z magijo vpliva na svet in ga opomnim to, da je čarovnija še kako živa. 9 je številka svetlobe in je številka življenjskega poslanstva. Dragi raki, vi se dajte meseca junija osredotočati na to, da manifestirate konkretno vaše poslanstvo. Zakaj ste prišli na planet Zemlja? Kaj delate tukaj? Kaj je višji smisel tega? Ali delate stvari, v katerih res uživate, ali samo preživljate nek čas? Torej, kaj je tisto, kar čute, da je treba, razumeš, na svojem poslanstvu narediti naslednji korak. Jaz na tvojem mestu bi čez to poletje meditirala resnično na to temo, kdo je moja duša, kaj dela na tem planetu, zakaj si zaželela biti tukaj, kaj lahko delim s svetom, kaj me resnično osrečuje, ko to delam. Ali delaš stvari, ki te res osrečujejo, ali pač samo preživljaš čas. Ko bo prišla jesen, bo prišel čas, da ne preživljaš samo časa, ampak da zaživiš svoje poslanstvo. In vedno močneje in vedno glasneje, dragi raki, te bo to tudi klicalo.
Ok, kaj pa, dragi levi? Levi, vaša manifestacija junija. Ok, dobro. Seveda morajo biti levi vedno, če ste že ugotovili po nebeškoskopih nekaj posebnega. 2 karti sta padli ven, jaz ne bom zdaj eno reklamirala. Levi morajo vedno imeti nekaj več, a ne vem, ker sem se poročila z enim levom. In 2 karti sta pomembni za manifestacijo levov. 2 karti sta poleteli ven iz setava, saj to ne moreš verjeti. In ena karta je 37 era in ta druga 29 Hekate. Veš, kaj je ful zanimivo. Prva karta, torej, to se samo levo lahko zgodi, je Hekate. Oddalji se od kolektivne napetosti, izklopi televizijo, odpoči si elektronskih naprav. Pazi to. Beri knjige, prisluhni meditacijskim čarovnijam, da se lahko resetira tvoj in nivoji pozitivne kreacije. Druga karta se bo zdelo, kot da je nepovezana s to, ampak lepo se povezujeta. Bom povedala, samo da te prvo razložim. Dragi levi, vi boste v juniju prizemljevali nekaj, kar na zemlji še ne poznamo. To pomeni, da rabite nekaj tako zelo posebnega, da se morate odmakniti od nečesa, kar mi ponavadi poznamo. To pomeni, da se vam ne sme sidrati nobeno prepričanje, pričakovanje ljudi, nobenih balastnih informacij, zaradi tega, ker se bo treba umakniti. Nekaj novega je, nekaj, kar še nismo videli, nekaj, kar, razumeš, nekaj, zato, da bo tvoj prišel do nekega novega nivoja. Glede na to, da sem se poročila z levom, je zdaj samo vprašanje, kaj bo Mihael Žmahar jeseni od svojih projektov skreiral, ker tole je čist noro. Skratka, nekaj se morate umakniti zaradi tega, ker je stvar tako mogoče malo abstraktna in specifična, zelo specifična, zato, da vam jo bojo lahko povedali. Torej, nobenih stvari, ki jih svet že pozna, predvsem torej kakršnakoli kolektiva, njihova prepričana televizija, novice, zato, da lahko to slišite. Potem, ko boste pa to naredili, pa pazi to, gre pa direkt kontra. 37. Splet je moderna čarovnija, ki čaka, da nanjo naložiš svojo energijo. Preko njega lahko hitro objameš svet, izpostavi se, imaš možnost masovnega uspeha, uporabi ta vzvod nove ere. To pomeni, ko se boste levi umaknili od vsega, kar trenutno svet je, boste prizemljili nekaj, kar še ne poznamo. Potem pa rabite vi uporabiti splet, pa vi rabite uporabiti elektronske naprave, da vi nove informacije, katere boste prizemljili, razpošljete svetu in jim date nekaj novega, kar se zdaj trenutno preko teh elektronskih naprav ne deli preveč mogoče toliko zelo pozitivnih energij, vi to lahko nadvladate. Zelo pomembno je, da greste pod žaromete, da se na veliko izpostavite na socialnih omrežjih in potem predstavite, kaj je bilo tisto, kar ste dobili, ko ste se umaknili. Dragi levi, kaj naj rečem, vedno ste nekaj posebnega. In naslednje ste device. Device. Tale bo. Device, Kijana, koliko čarobnega napoja se nalije tebi in koliko ga daješ drugim? Čas je za sprejemanje, naj se več k tebi vrne. Preveč je bilo razdajanja, čas je, da se tvoja skodelica napolni. Drage device, veliko ste v zadnjem obdobju bile, kaj je za druge, kaj je treba v druge vložiti delo, kako se bojo drugi dobro počutili, kaj drugi pričakujejo od mene, kakšna je moja naloga in tako dalje. Tega ima vaša duša po domače povedano dost. Vi rabite v mesecu juniju razmišljati samo eno stvar. Katere so stvari, zaradi katerih se dobro počutim, katere so stvari, ki napolnijo moje telo, katere so stvari, ki jih hočem, da jih drugi ljudje dajo meni in potem to tudi zahtevati za sebe.
Bilo je veliko, ste se miselno ukvarjali, kaj si drugi mislijo, kaj drugi hočejo, kaj drugi pričakujejo, kaj moram narediti, kaj mi ni treba narediti in tako dalje. Dosti tega, Device, lepo, da ste prijazne, ampak dosti tega. Čas je, da napolnite svojo skodelico s stvarmi, za katere vi veste, da vam dajo energijo. Ni treba sploh, da vključujejo druge ljudi, mogoče bi bilo čisto fajn, če si nekatere stvari povrnete sami. Naslednji po devicah so pa tehnice. Dobro, da imam nekoga za kamero, ko mi sugerira. Tehnice, kaj bo pa vaša čarovnija, Leo. Se je kar klele parila. V tebi mala 13. Agata, v tebi mala čarovnica živi, pravijo ji kar ranljivost. Dovolj si čutiti, dovolj si pokazati, da ljubiš. Nadeni si krono na svojo čustva in dovolj vladati, tako zraste tvoja osebnost. To je definitivno karta notranjega otroka, to je karta ljubezni, to je karta druženj, to je karta partnerske ljubezni, to je karta, kjer deliš ljubezen, ali jo deliš v obliki besed, ali jo deliš v obliki tega, da drugim ljudem poveš, da jih imaš rada in pokažeš kakšne pozornosti, ali pa to pokažeš sebi. Zelo vas bo napolnilo, če se boste v temu mesecu tehnice predajale ljubezni, torej druženjem, lepim besedam, pogovorom, objemom, poljubom in tako dalje. To bi vas izjemno podprlo, hkrati pa je to karta ljubezni do sebe, pokazati si ljubezen, dovoliti si imeti neka čustva, razumeti sebe in absolutno, če ste se v zadnjem obdobju, tako le malo zdaj zraven dobijo informacijo, karkoli kritizirali sami sebe, nič več to delati, ne. Je čas prišel, da date to na stran in da tega ne počnete več in da si malo bolj pokažete, da se imate radi. Po tehnicah pa imamo škorpijone. Dragi škorpijoni, kaj boste pa vi? Škorpijoni, vaša karta 30, zapluj v povsem nove vode, naredi vse drugače. Škorpijoni, čas je z novo kariero, drastično menjavo okolja. Le karta je rekla, nisem jaz. Za neznan teren, ki pa ti obljublja, da ravno z njim zapluješ v varen pristan duše. Škorpijoni, nekaj vam bom iskreno rekla. Mogoče vam je bilo malo dolg čas v začetku tega leta. Nekatere stvari, iskreno ti povem, so bile preveč rutinske, vsak dan podoben, drugmu in tako dalje. Čas je, da ali drastično zamenjate kariero, ali da drastično zamenjate okolje, da nekaj naredite na novo, da nekaj napredujete, da greste v neka nova znanja, da se nekaj na novo učite, da nekaj novo implementirate v svoje življenje, ampak stagniranje in dan, ki je enak naslednjemu dnevu, vas ne podpira več. Absolutno vas nočem septembra videti, ko boste ful slabe volje, ker bi vam šlo ful v slabe vode, tole gor imate karto, kjer je veliko vode, kar simbolizira čustva. Dajte si neke nove izzive postaviti. Nič več rutine, nič več enih in istih pogovorov, enih in istih stvari. Vaši duši je absolutno malo dolg čas in si želi novih izkušenj. Zdaj pa, če ste zadovoljni s kariero, naredite to na drugih poljih, ne vem, masovno, duhovno zraste, dajte se vpisati na kak tečaj, nekaj novega naredite, preberite nekaj novega in tako dalje, ampak rabite iti na novo stopničko v samem zavedanju in v kreaciji. Absolutno, se ne da duši karkoli fali, ampak le iskreno ti povem. In za grand finale še strelci. Dragi STR-elci, kaj boste pa vi dobili za svojo čarovnijo? Vaša karta 21. Aurelija. Magija zna biti potrpežljiva, dovolj, da nekaj dozori, naj se ti ne mudi. Vztrajno vlagaj svoje delo v to, kar si želiš, naj v tebi se dvom ne rojeva in zagotovo gledaš vse, kar si zaželela.
Dragi strelci, delajte, kar delate še naprej. Pridno, vztrajno, ne vklapljate občutke obupavanja. To vam ne bi šlo dobro manifestacijo obupavanja ali pa, tega pa ne bom več, zaradi tega, ker itak brez veze, pa nič se ne zgodi, pa to gre itak prepočas, kar pomeni, da to ni zame, ni res. Vse vaše sanje in stvari, ki ste jih delali, so za vas in so prave za vas. So, resno. Samo potrebuješ še nekaj časa in potrjevanja manifestacije. To pomeni, da to pa potrjuješ z delom in z tem, da neke zadeve, ki si jih zaželela, ne opustiš. Pomembno je, da vztrajaš in da si potrpežljiva, kaj ti, če to narediš, na to dodaš še meditacijo, kreiranje, torej energije, proseče čarodeje ali pa angele, kogarkoli že za pomoč, potem zagotovo zagledaš kmalu rezultate. In to je bilo to. To je bil naš horoskop, nebeškoskop, kakorkoli mu že vi rečete, za mesec junij. Torej, mesec junij izjemnega pomena, da kombinirate, predvsem tisti, ki boste šli na dopust, da ne pozabite, ogromno ljudi mi pozabi takrat, ko grejo na dopuste, da je to najboljši čas za regeneracijo, meditacijo in zbrati manifestacijske moči. Ne pa takrat, ko potem septembra hitimo in tako dalje. Poglej si, mi bomo organizirali naravnost fantastične delavnice, večere in za nekatere tečaje smo absolutno zbrali ravno junij, da jih začnemo in vemo, zakaj smo to izbrali. Tečaj, kot so tečaj angelskih blagoslovov, pa šola za kristaloterapevte, univerza spiritualnih študij, Himalaja prihaja čisto na novo in še in še. Ti pa dovolim, da vse to raziščeš na potovanjeduše.si in želim ti prelep junij. Lepo se imej.